No, na nekoliko drugačen način pa je bil inovativen nemški turist, ki mu je prekipelo, ker med počitnicami v Grčiji ni mogel najti prostega ležalnika ob hotelskih bazenih. Vložil je tožbo in zmagal. Kljub obilici ležalnikov se je lahko z družino dan za dnem obrisal pod nosom za udobje, saj so bili vsi rezervirani z brisačami, na njih pa pogosto nikogar. In kakšno odškodnino je določilo sodišče, pa kdo jo bo moral izplačati? Elena Šterpin Zupančič. Poletje, sonce, morje, bazen. Za Nemca Davida, ki je z ženo in 2 otrokoma predlani pripotoval na grški otok Kos, je bilo videti kot sanjska kombinacija. Dokler se ni vsak dan soočil z isto težavo. Morje ležalnikov, a vsi rezervirani z brisačami, na njih pa več ur nikogar. Wirklich nicht einer. Unfassbar. Tudi če je vstal ob 6. zjutraj, je, kot pravi, potreboval najmanj 20 minut, da je našel kak prost ležalnik, če ga je sploh. Otroka sta velikokrat ležala kar na tleh. Ker je za 12-dnevne paketne počitnice agenciji plačal dobrih 7.000 evrov, se mu je to zdelo nesprejemljivo. Wovon man nicht schon gehört hätte, dass er selber mitbekommen hat. Aber was mich gewundert hat, dass die Auswahl so groß war. Das war halt wirklich ein Riesenhotel mit so vielen Liegen. Und dass selbst da das dann so ist, das hätte ich nicht erwartet. Na težavo je opozoril osebje hotela, to pa ga je napotilo na turistično agencijo. Toda spremenilo se ni nič. Ponudili so mu 350 evrov odškodnine, a s tem se ni sprijaznil. V Hanovru je vložil tožbo, nedavno pa mu je sodišče ugodilo. Agenciji je naložilo plačilo skoraj 1000 evrov odškodnine, čež da je naloga organizatorja potovanja, da poskrbi za razumno razmerje med številom gostov in razpoložljivih ležalnikov.